Iva Tratnik je umetnica srednje generacije. Kot ustvarjalka je nekakšna kreativna mnogoživka, namreč enako domače se počuti v slikanju kot v performansu, ob postavitvi site-specific instalacij, v risbi, v lightboxu, v videu, v petju in nima težav s sodelovanjem ali kolaboriranjem z drugimi umetniki. Važno je pač, da lahko ustvarja brez omejevanja, zato pa je nekako vseeno ali uporabljala roko za slikanje, telo, glas, snemalno napravo, samo pač, da je materija, o kateri govori zanjo, zanimiva in da se lahko izrazi brez omejitev. V tem smislu je upornica, ki se bo vedno zoperstavljala avtoritetam, konvencijam, normam, pravilom, okusu. Njena dela delujejo bogata in polna domišljije, ki bi si jo lahko razlagali, da so nastala pod vplivom nekih psihadeličnih substanc ali pa vsaj sanj oziroma nezavednega. Ampak niti eno in niti drugo v resnici nista izvor za njeno slikarstvo. Čeprav na prvo žogo, na prvo oko deluje nadrealistično, ni nadrealistično, ker ne črpa z teh podob iz sanj ali pa iz nezavednega. Njeno pač ustvarjanje v veliki meri izvira iz neke fascinacije ali pa navdušenja nad biologijo oziroma nad nekimi specifičnimi deli, nevsakdanjimi oblikami živali in pa seveda rastlinja, ki jih umetnica najde na internetu. V večini primerov gre za mikroskopske povečave raznih zajedavcev, mrčesja in drugih bitij. Njen ustvarjalni princip dela temelji na procesu in nima vnaprej pripravljenih skic. Opira se na idejo ali pa na podobo in v procesu nastajanja slike združuje, kombinira, kolažira različne nasprotujoče si stvari in jih postavi tako, da pač trčijo skupaj in s tem ustvari napetost in presenečenje v sliki. Se pravi, ne išče rime in ujemanja, ampak gradi na miselnem kontrapunktu. To pomeni, da pač grde stvari naredi lepe in mamljive in s tem pač nekako vzburi pač gledalčevo zanimanje. V tem primeru na nek način postanejo te počasniki ljubki medvedki, muha postane zvezda, okostnjak nas ne straši z minljivostjo, zajedavci so naslikani kot bleščeče zvezde na odru in tako naprej. Stvari daje skupaj, ki se ne dopolnjujejo ali nadgrajujejo, ampak so v nekem naravnem nasprotju in ta nelogičnost vzdraži našo domišljijo. To se odraža tudi v naslovu njene razstave že. Se pravi, mišice počasnikov. Počasniki so mikroskopska oziroma milimetrska bitja zelo specifičnih karakteristik, se pravi, imajo sposobnost, da preživijo lahko velike temperaturne razlike, lahko preživijo v vakuumu, lahko so dolgo časa brez vode ali pa svetlobe, lahko so na nek način tudi podvržena žarčenju in bodo vseeno preživela. So bitja, ki so se razvila mnogo preden je pač se razvil človek in kar se mi zdi, da se na tej razstavi, ki ima naslov pač Mišice počasnikov, na nek način odpira to vprašanje, je pozicija človeka. Na nek način se je umetnica osredotoča na vprašanje, na eni strani imamo biologijo, na drugi strani imamo tehnologijo. Človeka v njenih slikah ni. Na nek način zavzema pozicijo, ki nam je mogoče tuja. Danes, ko živimo v tem času antropocentrizma, kjer je človek v središču dogajanja, kjer je človek vladar sveta,
nas ta dela pravzaprav mogoče opozarjajo oziroma nam dajo misliti, da če vzamemo človeka ven iz te enačbe, potem pridejo do izraza druga bitja, mogoče drugi organizmi, ki so bolj usposobljeni za preživetje. Naprimer, kakor so te počasniki, ki so že živeli milijone let prednje je sploh človek nastal in pa bodo mogoče tudi živeli še potem, ko človeka ne bo več. In ravno tako na nek način sodobna tehnologija, prihajajoča tehnologija z umetno inteligenco na nek način tudi se postavlja vprašanje v nekem trenutku, morda tudi umetna inteligenca ne bo več potrebovala človeka. Tako da se mi zdi, da ta zadnji del njenega slikarstva se postavlja v to pozicijo, v vprašanje tega problema, pozicije človeka v prihodnosti. Druga stvar, ki se mi zdi pomembna za njeno ustvarjanje, je, kako pravzaprav ustvari napetost oziroma dinamiko v teh svojih slikah in tudi v naslovih. Gradi predvsem v nekih kontrastih, v nekem elementih, kjer se stvari pravzaprav so si nasprotne, in ravno ta nasprotja ustvarjajo to napetost, ki potem da zalet ali pa zagon domišljiji, da na nek način začne obračati, razmišljati pravzaprav, kaj te podobe govorijo. A je to, kar vidimo, res to, ali se za tem skriva še nek drug pomen. Sama razlaga, simbolna razlaga ponavadi teh slik ni zelo zapletena. Vsaka od teh stvari je umetnica dala z nekim namenom in pomenijo, ampak se mi zdi, da raven v kombinaciji, v tej izmuzljivosti, v tej bogatosti likovne podobe, se mi zdi pa, da se te simboli, ki jih beremo lahko tudi na prvo žogo, na nek način začnejo drobiti in začnemo bolj uživati v večplastnosti razumevanja teh slik, teh podob. In tle se mi zdi, da to slikarstvo pravzaprav je to najmočnejši del tega njenega ustvarjanja in tudi v tem dejansko potem gledalci najbolj se temu nekako prepustimo. Zdaj, struktura teh slik je na nek način narejena tako, da so vse te podobe na nek način v zraku, lebdijo, kot v enem vakuumu. Nimamo te klasične renesančne ali perspektive ali horizonta, ampak imamo vedno opraviti z nekim dvodimenzionalnim prostorom, ki ga včasih pokrije z vzorci, z vzorčenjem, in te vzorci so še vedno dvodimenzionalni. In potem na to pridejo vse te podobe, vso to dogajanje, kako bi rekel, ki nastopajo, ki imajo glavno vlogo v slikah, ti elementi, imajo pa volumen, so pa trodimenzionalni, tako da ima ena taka hecna zgradba slike, in se mi zdi, da tudi v tem na nek način se da čutiti njen odmik od tega klasičnega razumevanja slikarstva, ali pa navdušenja nad človekom kot homo mensuro, kot merilom za pogled. In se mi zdi, da se ravno tle pogled na nek način
obrne. To je pogled izpod mikroskopa, ki je na nek način mogoče bolj dvodimenzionalen. Po drugi strani pa vseeno na nek način je barvit, je presenetljiv v svojih oblikah, ker je neznan, je strašljiv. Pri njenem ustvarjanju imam včasih občutek, da se ji nove ideje sproti tako hitro utrnejo, da jih roka, ki slika, ne more slediti. Bogastvo in nasičenost nenavadnih podob provocira in buri domišljijo. S svojo slikovitostjo te očarajo, z obiljem dogajanja na sliki se dobrikajo gledalcev, ga pač zapeljujejo, hkrati se mi zdi, da so kot vaba, da se lahko prisesajo nate in te vzamejo za novega gostitelja. Edino, kjer smo danes ljudje še resnično svobodni, je naš notranji domišljijski svet. In ta svet se zdrami in oživi v slikah Ive Tratnik.